Prav lepo pozdravljeni, kolegi novinarji, ki ste prišli v tako velikem številu, v bistvu nepričakovano na deževen dan in na dan, v bistvu, ko dejansko pričenjamo odštevati, v bistvu dni do našega rojstnega dne, 7. maja 1952. Kot veste, mi smo medij, ki absolutno 100% sloni na prostovoljnemu prispevku, želji potem, da nas še naprej berejo naši bralci in naročniki. In njim gre tista hvaležnost, da nismo nikoli bili ne v finančno breme ustanoviteljev, ne v finančno breme nikakršne javne inštitucije, pač pa smo samostojni mediji, ki glasno, z veseljem in ponosom pove, da smo bili in bomo tudi še vnaprej jasno slovenski katoliški tednik, slovenski katoliški medij. Kakšna je vloga in položaj verskega tiska v naši državi? Vloga verskega tiska v današnji državi, v današnji družbi, slovenski, je v marsičem drugačna, kot je bila v preteklosti. Vemo, kakšen je bil naš polpretekli družbeni sistem, ko javni mediji so bili v bistvu pod velikim nadzorom uradne oblasti. In zato je bila družina takrat neka alternativa, čeprav v začetku je poročala bolj samo o duhovnih stvareh, pa potem tudi več o širših družbenih vprašanjih. Današnji položaj medijev oziroma katoliškega tiska in medijev se mi zdi, da je v tem smislu veliko boljši. Ni primerljiv, ker je svoboda, človek se lahko izraža tako, kot želi. Sodobna digitalna tehnologija nam omogoča različne platforme, kjer se lahko izražamo, to vsi vemo, da vsak ima lahko svoj blog, kakorkoli. Ampak tudi, bi rekel, te večje hiše, pač in tudi osrednja medijska hiša, družina v Sloveniji, kar zadeva katoliškega verskega tiska, dejansko ima tukaj proste roke. Po drugi strani so pa to veliko težji časi, ker ljudje lahko dobijo praktično na krožniku novice, informacije, kjerkoli na spletu, v realnem času in je dejansko v tem smislu vstopamo tudi verski mediji na trg medijev, tako kot vsi ostali mediji in se moramo boriti za svojega bralca in naročnika. Ampak na koncu koncev se mi pa zdi tisto, kar pa ostaja v vseh časih, ne glede na sisteme, je pa kvaliteta tista, ki ostaja. In se mi zdi, da to bralci cenijo. Če en medij ohrani neko verodostojnost, nek nivo, neko spoštovanje tudi do drugače mislečih, vsak medij ima neko pozicijo v svoji družbi, ampak če ti ohraniš eno tisto mejo, pod katero ne greš in spoštuješ dostojanstvo drugega, potem se mi zdi, da te spoštujejo tudi različni, mogoče nazorsko različni ljudje, ker vedo, da jih nisi, bi rekel, razosebil. In se mi zdi, da to družina je bolj ali manj vedno znala in upoštevala in spoštovala. Tednik je izhajal v zelo visokih nakladah. Tako, tednik je dosegal naklade 150.000, to so bila 70. leta, mislim, da je 147.000 bila rekordna naklada v 70. letih, potem seveda je šlo nekoliko navzdol, zadnja leta, tako kot vsi mediji tiskani, seveda upada število naročnikov, ampak pri nas se je nekje pred parimi leti ta krivulja precej ustavila in se gibamo tam nekje okrog 30.000 naročnikov, kar je za ta čas in za tiskani mediji v resnici zelo dobro. Primerljivo, če primerjamo ostale tednike ali pa medije, gre ta krivulja veliko hitreje navzdol in jaz upam, da se bo to število naročnikov tudi nekje ustavilo, tudi zato, ker vidimo, ko hodimo po terenu, da se naročajo tudi mlajši ljudje.
mlajše generacije. Temu je bila tudi namenjena prenova, ki smo jo naredili pred 2 leti. Temu so namenjene tudi, bom rekel, vse digitalne prenove, ki se dogajajo v hiši, bodi si video oddaja Reflektor, ki bo redna tedenska, mogoče kdaj še več od tega, ki že nastaja in bo v kratkem zunaj. Potem je naša sestrska spletna stran aleteja.si, ki je zelo uspešna, potem pripravljamo prenovo naše spletne strani. Se pravi, vstopamo tudi preko digitalnih kanalov, ampak nekako tisti temelj vsega tega je pa naš tednik in so naši naročniki. Oni so dejansko tisti, ki držijo, bi rekel, našo dejavnost po konci in smo jim zato zelo hvaležni in za njihovo zvestobo in tudi hvaležni vsem novim naročnikom in mlajšim generacijam, ki prevzemajo naročnine od svojih staršev ali pa ko grejo na svoje živeti in se prijavijo in pač se naročijo na naš časopis. Res, na koncu bi rekel, me prevzema tukaj hvaležnost in tudi spoštovanje do vseh ljudi, ki so do zdaj ustvarjali in v veliki meri tudi do bralcev in naših naročnikov, zaradi katerih smo, kjer smo. Omenili ste demokratizacijo Slovenije, omenili ste nenazadnje tudi precejšno družbeno-politično izpostavljenost tednika in naše založbe in naše medijske hiše. Tako je bilo in tako bo tudi vnaprej. Zakaj? Zato, ker smo ne samo slovenski katoliški tednik, vendar tudi, če želite, mediji slovenskih kristjanov, slovenskih katoličanov, ki imajo absolutno vso pravico, da v demokratičnem smislu in v zboru različnih glasov neke družbe izpovejo svoje vizije za družbo, v kateri živijo. In mislim, da je družina vse skozi stala za to vizijo in jo bo absolutno tudi vnaprej, kot pravim, s spoštovanjem do resničnosti, stvarnosti, do resnice, tudi s sočutjem in spoštovanjem do sočloveka, pa vendar z jasnim glasom, ker pod nami, pod našim imenom vedno piše, kdo smo. Nikoli nismo skrivali, ali smo levi, desni, zgornji, spodnji, mi smo slovenski katoliški mediji in taki bomo tudi ostali.